in zaskrbljujoče je Umarjevo poročilo. Zaskrbljujoče predvsem za slovensko državo, slovensko ekonomijo, slovensko socialno in seveda tudi slovensko finančno politiko. Gre predvsem za to, da je direktor Umarja, dr. Vasle, med drugim tudi omenil, da se je največja težava preselila na finančno področje in sicer zaradi tega, ker se je bistveno povečal primanjkljaj. Primanjkljaj se je povečal, mi ocenjujemo na 2,2 milijarde, se pravi 2 milijarde 200 milijonov. Z drugimi besedami, za toliko so manjši prihodki od odhodkov državnega proračuna in seveda hkrati to tudi pomeni večje zadolževanje. To je izredno slabo za stabilnost, predvsem za finančno stabilnost in tudi siceršno stabilnost države in to seveda pomeni, da se takšni trendi, če se bodo nadaljevali, lahko pride seveda tudi do samega kolapsa finančnega sistema. Tukaj bi želel poudariti, da v Slovenski demokratski stranki neprestano več kot 2 leti opozarjamo na te trende in predlagamo tudi določene ukrepe. Ti ukrepi se nanašajo predvsem na finančni sistem, tako smo predlagali ustanovitev tako imenovane slabe banke. To se ni zgodilo, menimo, da bo v nadaljevanju treba sanirati finančni sistem. To z drugimi besedami pomeni enostavno, da bodo morale banke preložiti svoje slabe terjatve, slabe kredite na neko ustanovo, organizacijo, da bodo seveda lahko kreditirale gospodarstvo. Gospodarstvo in ustvarjanje delovnih mest pa je odločilno za to, da država pride iz krize. Se pravi, ukrepi morajo biti naravnani v smer ustvarjanja novih delovnih mest. Nezaposlenost oziroma brezposelnost se je enormno povečala v zadnjih 2 letih. Mislim, da so zadnji podatki okoli 112 tisoč, kar seveda z drugimi besedami pomeni, da to, kar tudi ugotavlja analiza Umarja, da se je odvisnost od socialnih prejemkov povečala na račun prejemkov iz dohodkov, se pravi na račun prejemkov oziroma plač. To je slabo za državo, pomeni pasivizacijo, pomeni to, da so ljudje nehali delati, proizvajati in da so dejansko pasivni. Umarjevo poročilo tudi lepo kaže na to, da se je davčna obremenitev v letu 2007 napram povprečju Evropske unije začela zmanjševati. Tukaj mislimo predvsem obremenitev na delo, o tem govori tudi en slajd oziroma prikaz. Žal se ta trend, se pravi zmanjševanja obdavčitve dela, ni nadaljeval tudi v letu 2009. Mi menimo, da bi se to lahko zgodilo z tem, da bi uvedli tako imenovano socialno kapico, se pravi, da bi omejili obdavčevanje z prispevki. Zakaj? Zaradi tega, ker so na eni strani omejene tudi pokojnine navzgor. Glede na sedanje finančno situacijo v državi, je treba seveda tudi povedati pač aktualno zadevo, da sprejem pokojninskega zakona ali ne sprejem pokojninskega zakona, da od tega ne zavisi stabilnost finančnega sistema, zavisi dejansko od drugih dejavnikov, zavisi od prevelikega zapravljanja države v vlade v zadnjih 2 letih. No, še zadnje, ta vlada vsako leto porabi za 2 milijarde več, kolikor pridobi, kolikor ima prihodkov in enormnega zadolževanja. Se pravi, tudi vse te številke, ki so danes v igri, ki so danes v javnosti, po naši oceni ne držijo ocene, ki so jih naredili v analizi
strokovnjaki z ekonomske fakultete, kjer so navedli, da bi neposredno finančni učinek tega pokojninskega zakona znašal 0,1% bruto družbenega proizvoda, kar pomeni z drugimi besedami nekaj manj kot 40 milijonov. To je navsezadnje bilo objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.